Trije fotografi. Igor Modic iz fotografske agencije Bobo je na ogled dal niz fotografij iz nultega srečanja na Jakobu 23. decembra leta 1990, ko so predstavniki prve slovenske vlade, takoj po znanih rezultatih plebiscita, prejeli klic ljudstva z Jakoba, češ da ne gredo dol, dokler ne pride vlada gor. Iztok Pipan je dal na ogled niz fotografij, ki so nastajale skozi vsa leta, večino njih tudi kot sestavni del priprav in organizacije prireditve na Svetem Jakobu oziroma kot ilustracija dogajanja skozi oči predstavnika naše televizije. Povsem namensko kot fotoreporter pa zadnje 4 leta srečanje na Jakobu spremlja fotograf, sodelavec Otočja oziroma Gorenjskega glasa Peter Košenina. Povejte, kaj je tista draž neke dokumentarne, neke reporterske fotografije? Je to kakšen poseben izziv? Seveda je, čeprav sva ob izbiranju slik z Istokom Pipanom ugotavljala, da imava oba dva zelo podobne fotografije. Mene privlači recimo to izkazovanje slovenstva, ki se na Jakobu zmeraj pokaže, recimo zastave, pesem, take stvari, in tudi na svojih fotografijah poskušam pač to vzdušje, ki je na tej proslavi, ujeti. Lahko rečem, da je bilo izredno težko narediti izbor fotografije, več kot 1200. Vse fotografije so zdaj res postale že dokumentarne. Reportažna fotografija je pač zapis enega dogodka, enega stanja, dokumentarna pa postane takrat, ko je to slikano v nizu. Zdaj, ta niz je dolg, v digitalni fotografiji naši že več kot 15 let, prej smo imeli analogne aparate. V digitalni dobi je seveda teh fotografij zmeraj več in ljudje si kar premalo časa vzamemo, da bi tudi naredili izbor teh fotografij, ki so narejene, tako da je zelo težko reči, ta fotografija mi je pa izredno ljuba, ta mi je pa najbolj všeč. Med temi 5 izbranimi je vam najljubša katera in zakaj? Mogoče ta za mojim hrbtom, ker je malo bolj posebna, ker na njej ni množice ljudi v temi, ker je pač ob cerkvi je vedno tema. Ampak kaže to točko, ki je že pred 30 leti zbrala ljudi, pa nas še zdaj zbira, združuje. Meni ljuba je fotografija Toneta Kuntnerja, ki je v elementu, v žaru, ki je vedno na gori spomina tisti pravi pomladnik. In njega slikati je vedno veselje. Zato sem tudi danes si ga zaželil imeti na tej prireditvi kot enega izmed nastopajočih, kajti njegova interpretacija slovenske poezije je seveda tista, ki recimo budi čustva in vsakemu pravemu Slovencu zaigra srce. Spoštovani prijatelji pomladi in slovenske države. Ni si mogoče izmisliti. Ni lepše in bolj avtentične žive prispodobe za najvišji dosežek slovenske zgodovine. Kar sta plebiscit in rojstvo samostojne države bili. In se ni mogoče izmisliti boljšega. Ta pohod na Jakoba se je rodil iz sanj in hrepenenja, iz najglobje slovenske ljubezni. Zato se ob 30. pohodu zahvaljujem avtorjem in organizatorjem teh veličastnih vsakoletnih dejanj. S tem pohodom v resnici praznujemo zvezdni trenutek slovenske zgodovine, nasmeh zgodovine, poljub zgodovine. Kakor so pravi ustvarjalci te zgodovine poimenovali vrhunec slovenske pomladi, jaz sem ga poimenoval zasluženi dar
zgodovine. Slovenska pomlad je pomlad vseh pomladi in je zaslužen dar zgodovine. Slovenska pomlad je neponovljiva, a obnovljiva slednjo pomlad. Ko kmet gre po vsaki premagani zimi na polja in njive orati in sejati, srčno in zvesto, kot prvo pomlad. Ob tej več kot srebrni 30-letnici naj dodam dva zgodovinska pesniška zapisa slovenske zgodovine, in sicer, ker smo ravno v knjižnici, Prešernovega in Cankarjevega. Narod enkrat blagoslovljen, 9-krat obsojen. Kako si živel? Kaj si doživel? Tvoja dolga povest je povest o siromaku betežnem, ki ustati ne more. Koliko je dolin in kotlin po teh lepih deželah, ne držale bi vse tiste krvi, ki je bila to prelita. In koliko je bo še prelita. Kome si stopil na svet, si bil te narod sužen med narodi, otrok si bil, to še sužen, psovka ti je naobdelila, palica ti ga vtepala, sovali so te od vseh strani, očmi in mačehe, botri in botrice, včasih si zajokal, včasih si umahnil s tvojem, včasih si pa tudi planil. Ali komaj si planil, so te podrli na tla, zvezali so te še tesneje in celo usta so ti zaklenili. V curkih je tekla kri iz tvojih žil, napojila je to zemljo za več klafter globoko. Zato je ta zemlja rodila. In kadar si jedel sužni kruh, si jedel sam svoje meso in pil svojo kri. Močan si, slovenski narod. 1500 let krvaviš, izkrvavil nisi. Narod mehkužnik bi dušo izdihnil, še slečen mu nažgali, še bil bi mu ne peli, ti pa 1000-krat ranjen, utrpljenju utrjen, ti kome zmaješ z rameni pod težko sovražno pestjo odpraviš. Nikar te, ta burka je stara že 1000 let. In še nekaj z te zakladnice slovenske besede, srčne slovenske besede. Da bi nebesa milost nam skazale, odtajat Kranja našega sinove, njih in Slovencev, vseh okrog rodove z domačimi pesmam, Orfeja poslale, da bi nam srca unel za čast dežele. Med nami potolažil razprtije. In spet sedin rod slovenšne cele, da pod sladkote njega poezije potihnil vas prepir. Bile vesele viharju jesnih mrzle domačije. Viharju jeznih mrzle domačije, bile pokrajine naše so, kar samo tvoj duh je zginil, kar na tvojo jamo pozabljeno od vnukov veter brije. Obložiljen očeto razprtije s Pepinom so jarno sužil ramo, tot samo krvavi bunt poznamo, poj pitovca in ropanje torčije. Minuli sreče so in slave časi, ker vredna dela niso jih vodile, odmavknili so pesmi sladke glasi, ker niso jih zatrle časov sile, kar raste rož, na mladem nam prnasi izdihle in soze so jih redile. Izdihle in soze so jih redile, spod nasa mojega rožice pričujoče. Soze z ljubezni so do tebe vroče, iz domovinske so ljubezni lile. Skeleče misli, da Slovenec mile ne ljubi matere van upajoče, s bridkostjo so srce mi napolnile.
naj živi plod slovenske pomladi. Veliko je nagovorov v tem decembrskem času, ne vem pa, če je kakšen, pred katerim bi imel toliko velik respekt, kot je današnji. Zakaj? Zato, ker tukaj pred mano sedite tisti, ki ste sanjali in dosanjali in poskrbeli za to, da lahko sanjamo tudi tisti, ki, če bi rekli, da se tistega časa spomnimo, bi se najprej debelo zlagali. Ker pred 3 oziroma 4 letih se res ne spomnim kaj dosti od tistih prelomnih časov. Spomnim se pa, odkar delam v medvoški kulturi, da je pohod na Jakoba nekaj posebnega. Pohod na Jakoba je v zavesti tistih, ki, kot rečeno, pred 30 leti nismo bili zraven, pa smo se pridružili pred recimo 15 prvič, je en prostor srečevanj ljudi širokega pogleda. In res, iskreno, tako jaz doživljam naš pohod na Jakoba. Vsako leto pridejo tja gor ljudje dobre volje, ljudje, ki znajo praznovati praznik slovenske pomladi, ki se ga znajo veseliti tudi včasih in tudi v momentih, ko mogoče temperature niso prav pomladanske. In na tej točki bi se ob tej priliki, pa potem bom to zahvalo gotovo prenesel še ob tednu Osorej na samega Jakoba, posebej zahvalil tistim, ki ste tukaj že od začetka. Seveda vsem tistim, ki ste pred 30 leti prigazili na Jakoba in s tem poskrbeli, da so Medvode, edina prava Mezopotamija v Sloveniji, edini popek civilizacij v Sloveniji, da so tudi Medvode doživele en velik pljusk, če ostanem pri vodah, tega duha tistega časa. In zato, ker ste takrat si vi vzeli čas, imeli pogum, prišli k nam na Jakoba, praznujemo danes in vsako leto tudi mi skupaj z vami. Iskrena hvala za takrat, iskrena hvala Janezu in ostalim, ki ste skrbeli vseh 30 let, za to, da nas opominjate in spominjate. In hvala vsem našim občanom, ki ste svetega Jakoba vzeli za svojega. Naj tako ostane tudi še naprej. Hvala. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni župan občine Medvode, gospod Necko, cenjeni direktor knjižnice, magister Igor Podbrešnik, cenjeni gospod Janez Šuštešič iz odbora svetega Jakoba 1990, spoštovani prvi predsednik naše prve vlade, gospod spoštovani gospod bivši minister Janez Dular, spoštovani gostje, v veliko čast in v priznanje si štejem, da lahko v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta, otvorim to nocojšnjo razstavo o 30-letnici najbolj enotne in najbolj smele odločitve Slovenk in Slovencev za samostojnost Slovenije. Pred nami je praznični čas, torej nova, enkratna priložnost, da malo upočasnimo svoj neusmiljeni delovni tempo, ter da svoje misli usmerimo bolj vase. Vsej kritična ost teh misli najde zlasti v tem obdobju, pot do bistva stvari, pa če nam je to všeč ali ne. In to velja tudi za politiko, v najbolj širokem pojmovanju te besede. Politik mora služiti svoji državi, njenim državljanom in lastnim idealom, na odprt, demokratičen in nevsiljiv način. Dosledno in brezkompromisno. A dejstvo je, da je realnost vse prej kot to in da se odnos ljudi do politike iz leta v leto slabša. Okrušeno zaupanje v politiko in politike je usodno načelo zdaj že temeljne stebre, na katerih je zrasla in se izborila slovenska država in z njo njena samostojnost, ki jo slavimo prav danes. Koliko močnih in naravnost čudovitih besed se skriva pod črko S. Slovenija, samostojnost, svoboda, suverenost, samozavest, solidarnost, strpnost, sožitje. Se strinjate? 23. decembra leta 1990 je zbrana gruča nadobudnih ljudi pred cerkvici na Svetem Jakobu nad Medvodami
verjela v te močne vrednote pod črko S in tako z navdušenjem pričakala rezultate plebiscita. Malo po polnoči se jim je na praznovanju pridružil celoten slovenski politični vrh. Plebiscitarna odločitev je presegla sanje narodnega prebujenja ter v enotnosti prvič v zgodovini povezala pravzaprav vse Slovenke in Slovence kot narod, ki si zasluži svojo svobodno državo. Kaj zasluži? Zahtevo. In je zanjo pripravljen darovati tudi tisto najbolj sveto, življenje. In tako kot se je porodilo rojstvo nove mlade Slovenije, tako se je krepila narodna samozavest ljudi, ne glede na starost, socialni položaj, spol, ideologijo, v enosti in enkratnosti zgodovinskega trenutka, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Vesel sem, da se je v fotografski objektiv Igorja Modica, Iztoka Pibana in Petra Košenine ujelo te trenutke zmagoslavja, enosti, več desetletnih druženj in da smo lahko prav nocoj del te velike in nepozabne zgodbe. Spoštovani, tradicionalna praznovanja na Svetem Jakobu po prazniku samostojnosti in enotnosti Slovenije so srečanja prav posebne vrste in prav posebnega pomena. Kot je preroško zapisal pesnik, ki ponosno nosi Slovenijo globoko v srcu in je tudi danes tu med nami in ste ga že slišali, gospod Tone Kuntner. Srečamo se na poti na goro, na strmi, skalni, nevarni poti. Ne ustavimo se in ne govorimo. Le dober dan in srečno pot si zaželimo. In ko se srečamo zopet v dolini, vemo, da smo prijatelji. Slovenija praznuje in prav je, da ji nazdravimo ter zaželimo le najboljše. Le združeni kot takrat, leta 1990, enotni v odločnosti, samozavesti v pogumu, smo lahko nepremagljivi in neporekosljivi tudi danes, kot ste v obilu zapisali, 30 slovesnih srečanj kasneje. Na temeljih naše osamosvojitve je odgovornost države Slovenije, da nudi in zagotavlja dostojen in varen dom vsem svojim državljanom. In zato, gospe in gospodje, se je bilo vredno, je in se še bo vredno boriti. Srečno pot, Slovenija. Srečno pot, prijatelji. Bilo je že toliko lepih zadev povedanih, da, kar sem mislil tudi sam povedati, bom pač moral improvizirati, zato mi oprostite, če zadeva ne bo toliko konsistentna. Tistega, spomnim se čestitke za Božič, ki me je poslal gospod Lojze, enkrat je napisal citat Leonarda Cohena. Nobena razpoka, nobena špranja ni tako majhna, da ne bi v njo prodrla svetlova. Tisti dan, 23. decembra 1990, je bivša država, naš politični sistem, imel že kar precej špranj in v te špranje je posvetila svetloba plebiscita, posvetila svetloba upanja za boljše življenje, vera v pravičnost, v mir in skratka, to je nas, ta evforija nas je navdala tisti dan in v bistvu se teh ur, tega dneva se, kar se zdi, morbiti nenavadno se spomnim, kot da je bilo včeraj. Bilo je, nekako sem bil nervozen, zato ker danes se govori toliko o enotnosti, ki je bila takrat,
to ni bilo take enotnosti, kot jo deklariramo zdaj, ne. So določene politične sile, so z vsemi sredstvi zavirale ta proces osamosvajanja, ampak na koncu je zmagalo ljudstvo, na koncu je z glasovanjem to potrdilo. In na koncu smo se tudi s tistimi, ki se ne strinjajo s tem, smo se sporazumeli in to je velika vrednota začetka te naše države. Vsi so me spraševali, zakaj smo čakali rezultate plebiscita, še zdaj včasih kakšen zapečka vpraša. Ja, glejte, Svet Jakob je, govorim osebno, jaz sem rojen s pogledom na Svet Jakob. Prva slika, ki jo vidim, je Svet Jakob. Živim v isti sobi s pogledom in se zbudim s pogledom na Svet Jakob, tako da ne morem biti objektiven do tega. Ampak to je nek tak karizmatičen hrib, ki nima primere, saj za mene v daljni okolici. Z njega je razgled na največje simbole Slovencev, slovenskega naroda. Če gledate na levo Triglav, da ne govorimo stol, pod stolom rojstna hiša našega največjega pesnika, potem Kamniške planine, Kranj, nesojena prestolnica dežele Kranjske, Šmarna gora, Zavrh, rojstna hiša Jakoba Aljaža, na desno prestolnica Slovenije, Ljubljana. In to vidite vsaki uri dneva, v vsaki uri je posebej po svoje čarobna. In to je logično, da tista nervoza, ki je bila tisti dan, da nas je pognala, da smo čakali, ker je za normalne ljudi bilo takrat, no in morda še zdaj, malce, če govorim v slengu, odštekano. In zbralo se nas je kar precej in se je ta množica povečevala. Razpoloženje je res bilo neverjetno, glede na to, da je padala sodra, da je padal sneg, da je bilo nekaj stopinj pod ničlo, da je bilo blato, da je bilo skratka neugodne meteorološke razmere, ampak razpoloženje je bilo slovesno, pa tudi po eni strani tesnobno. No, in o tem bi lahko pripovedoval do jutri zjutraj, o teh občutkih, ampak najbolj je pa zaznamovalo to naše druženje dejansko tisto, kar je bilo pričakovano in se je tudi nepričakovano zgodilo, da se je v resnici na naš poziv pojavila malo po polnoči skoraj cela slovenska vlada z vodstvom koalicije, s Pučnikom in Peterletom na čelu. In da smo mi skupaj na tem hribu čakali, se veselili rezultatov plebiscita. Bila je to res v nekem smislu euforija, je bila pa tudi tesnoba. Mi smo nekako je s smokom v grlu, saj jaz govorim vlastne občutke, ker se je izkazalo, da ta strah ni bil odveč. Kaj se je zgodilo potem na Hrvaškem, v Bosni, na Kosovu, na Čečeniji, kaj je še vedno na Irskem, kaj je v Baski, Katalonije, karkoli, kakšni krči so to, da nek narod doživi svoj vrhunc, kot je naš Tone, naš prijatelj rekel, vrhunc svojo državnost. No in jasno, ta dogodek je bil tako močen. Si predstavljate, da je oblast iz direktno iz Cankarjevega doma v večernih oblekah v Salonarjih prišla po teh nemogočih poteh na vrh hriba, kjer smo bili plebejci, smo se veselili za cvičkom, ki je imel nižjo temperaturo kot je ledišče vode, in da smo skupaj čutili to. Jaz ne vem, če je kje v kakšni državi, v kakšnem narodu se lahko kaj tak spoj
plemstva in plebejstva, bi rekel, da se je zgodil. Jasno, to je bil tako močen dogodek, da je nujno terjal, že ko sva se z dr. Duhovnikom vračala po bližnjici čez vrh Brezovice, ko smo bili na večerji v Mežnariji pod Svetim Jakobom, sem rekel, to moramo mi ohraniti. In dejansko smo s kolegi Albinom Koširjem, predvsem s Katarinsko faro, naslednje leto v resnici v spomin na ta dogodek, in ker je postal ta 26. december praznik, dan samostojnosti in enotnosti, smo naredili pravo proslavo leta 1991. In leto 1992, leto 1993, do leta 1993, ne boste verjeli, v Sloveniji ni bilo ene proslave ob počastitev tega praznika. Mi smo bili edini. In naši prijatelji iz Italije, jaz sem upal, da bo danes prišel tudi gospod Korsi, ki mi je skoraj na pol obljubil, da pride iz Italije, so prišli, ker so videli na STA, mi smo že takrat dali na STA, da je neka proslava na Svetem Jakobu in so prišli na ta Svet Jakob iz Italije, si predstavljate. Njim je več pomenil proslavljanje, dati si duška, da imajo njihovi vojaki svojo državo, kot pa mi, v Mariboru, Celju ali kjerkoli že, v Kranju. No, in te proslave, te dogodki so imeli že vsega začetka enak scenarij. Začelo se je s Sveto mašo za domovino, potem smo pa pred cerkvijo po maši organizirali v narekovajih civilno proslavo za tiste, ki niso katoličani ali pa ki si dajo lahko duška. In so si dejansko vsa ta leta, tudi ljudje, ki niso verni, so obiskovali to ljudsko prireditev in so si dali duška za svojim rodoljubljem in odnosom do domovine. No, pravi čudež je, moram reči sam, čeprav sem zdaj Albin pa jaz sva edina, ki sva bila vseh 30 ponovitev, ki bova. Jaz upam, da me ne bo, da ne zmrznem do takrat. 8 dni je še do naslednjega srečanja. Sva edina, ki sva vse srečanja bila na tem hribu. No in pravi čudež je, da se je ta zadeva, ta tradicija obdržala. Si predstavljate, lahko tradicionalno neko zadevo naredite 5 let, to so vsi euforični, ampak 10 let, recimo 20 let, kaj še je 30 let, to ni šala, verjemte. Ampak, gledajte, nas so, ki smo to organizirali, zavezali ljudje, ki so bili te oči, te srečne oči, te iskreno rodoljublje. Jaz bi imel grozno slabo vest, če bi prišel Adriano Corsi ali pa Marjan Trpin iz Štelarjana, tukaj je rekel Glegočič iz dežele Rajsko Mile, na ta hrib in bi rekel, ja, v redu, fino, malo bomo se pozdravili, pa bomo šli, to enostavno ne gre. Do leta smo pa posebej počaščeni, da nam je dejansko občina prevzela ta civilni del tega proslavljanja dneva samostojnosti in da smo s tem nekako dobili priznanje, da pomenimo v svojem kraju nekaj. Saj veste tisto iz Biblije, najtežje je biti prerok v lastnem kraju. In dejansko je to bilo neverjetno ravno zaradi tega, ker smo vsa ta leta je ta prireditev potekala, kot sem jaz rekel, na srčni pogon, z glasnimi sredstvi in tako naprej. In dejansko je tisti pregovor pravi, da najboljše stvari so zastonj, samo vse je dobro, če včasih kaj pomaga.
Glejte, v te prireditve, te taka zborovanja, kot je ta resničnih domoljubov, so še kako pomembna za nas. Poglejte, v zadnjem času se pojavljajo razna omalovaževanja osamosvojitve, dogodkov pred letom 90, po letu 90 in izkrivljanje, češ, da je ta osvojitev, sem slišal pred nekaj časa in to ne enkrat, da je to produkt bil scenarija bivše UDBE in da vse tudi kadrovsko je tako izgledalo. Mi smo gledali v bistvu film, oziroma predstavo za javnost in potem se je osamosvojitev zgodila. Žal je tako. Je pa res, gledajte, tisti pregovor pravi, kdor nima pošlihtane, se upravičujem, doktor Dularju, teh izrazov, zgodovine tudi nima prihodnosti. Ne? In že stari Grki so rekli, kdo ne pozna, pazite, pred par tisoč leti, kdo ne pozna svoje zgodovine, jo tudi ne more pozabiti. To je zelo globoka misel. Takole, jaz bi začel tako, da je tudi obujanje spominov na svetega Jakoba, obujanje spominov na začetke naše televizije, kajti tudi naša televizija je začela še pred plebiscitom in smo se takrat učili, kako se dela televizija in tudi, ko smo izvedeli, da vi praznujete prvo srečanje na svetem Jakobu, smo mi tukaj v Medvodah praznovali to odločitev skupaj z Medvoško godbo pred gostilno Bencak in potem so nam rekli, pa se nekaj dogaja na Jakobu in smo rekli, v redu se peljemo gor, mi smo en zelo star, podrt avto, eno 101 z nizanimi gumami, mi smo do gor prišli, priznam, ostali smo na vasi Brezovca, naredili smo iz videokamero 3 kadre, cerkvice osvetljene in potem smo se peljali naprej proslavljati tukaj dol v Medvode zgodbo. Hvala Bogu, je bil takrat gor z vlado Igor Modic, ki je naredil tele dokumentarne fotografije, med katerimi je meni tista doktorja Rupla s pasošem vedno v podzavesti, ko se spomnim na Jakoba, pa ne vem, zakaj me ta fotografija vedno na to spominja. In hvala Bogu, da je bil takrat gospod Modic gor in da je te fotografije ohranil in da nam bodo pač ostale v zgodovinskem spominu. Jaz konkretno sem svoje slike delal skozi pomoč Janezu pri organizaciji te prireditve. Treba je povedati, da je naša televizija dolgo vrsto let nudila tako tehnično pomoč pri izvedbi prireditve kot ozvočenje, samo vodenje prireditve, pomoč pri igralcih, voditeljih in da smo pač takrat delali dokumentarne fotografije zraven kot televizijski arhivski material. Nabral se je pa več kot 1200 fotografij, zdaj, ko sem tole izbiral v vseh teh letih, ko smo bili gor. Zaradi tega je bil ta izbor mogoče malo težje delati, ker se mene tiče, malo lažje bilo mogoče kolegu Petru Košenini, ki je gor hodil posebej z namenom narediti dobre fotografije, ker on je fotoreporter za časopis Otočje pa Gorenjski glas in je imel že nalogo, da naredi dobro reportažno fotografijo. Tako da lahko rečem, da gre res za fotografije, kjer smo fotografi poskušali pokazati tisto, kar se je tam čutilo, tisto energijo pozitivno, tisto pristno slovensko navdušenje in moram reči, da si sam želim, da bo Janez vztrajal na tej poti še naslednjih 30 let ali pa še kaj več. Če ne, bomo pa samo pošiljali slike iz Jakoba vsako leto dol in seveda se veselim, da bom tudi letos naredil kakšno lepo fotografijo, zato vas vse vabim, da pridete gor, pa se ne skrivate pred fotoaparati. Hvala. Dragi vsi, ki vam ne pojenja slovenski ogenj v vaših srcih. Ker je spomin še kar jasen,
si bom vzel nekaj minut, da vam bom povedal nekaj dejstev, za katera mislim, da so bistvena za to, da tudi danes praznujemo. In rad bi povedal nekaj, o čemer doslej nisem še nikjer govoril. Zakaj se mi zdi rezultat na plebiscitu bistven. Ampak predno do plebiscita pridemo, bi rad omenil še nekaj drugega. Zakaj je prišlo leta 90 do situacije, v kateri ni šlo več samo za sanje, izjave, predloge, upanja, pesmi. Zakaj je prišlo takrat do preobrata, ki je pripeljal do izpolnitve večstoletnih sanj? Na prvih demokratičnih volitvah so zmagale tiste demokratične sile, ki so se povezale v predvolilno koalicijo Demos, ki je nastopil z jasnim programom, z dvemi glavnimi točkami, osamosvojitev in demokratizacija Slovenije. Zmagali smo s približno 55%. In že takrat so nekateri govorili, da je to malce premalo za osamosvojitev. Da to pomeni 1:1, 50:50. In ne morem mimo spomina, da je 16. maja, ko je bila izvoljena Demosova vlada, potekalo odvzemanje orožja Slovenski teritorialni obrambi. Izbrali so izvrsten čas, ko stara vlada ni več delala, nova pa še ni začela. Takrat je odšla večina slovenskega orožja v skladišča Jugoslovanske ljudske armade in smo ga osvobajali kasneje. Skratka, mi smo se napotili v osamosvojitev golih rok oziroma praznih rok. Zato bi rad povedal, da jaz praznujem čisto svoj dan kot začetek Slovenske vojske. Zame je ključni datum pri postavljanju Slovenske vojske 17. maj, en dan potem, ko je bila izvoljena moja vlada, ker smo tisti dan začeli s pripravami na obrambo. Nekoč je Manfred Werner, ki je bil generalni sekretar NATO, vprašal, v čem je skrivnost slovenskega uspeha, ker je Jugoslovanska armada veljala takrat vsaj za 4. najmočnejšo v Evropi. Odgovor je bil zelo preprost. Vedeli smo, kaj se nam lahko zgodi. Delali smo za to, da se nam to ne bi zgodilo. Imeli smo vso formalno podlago za to, ker smo imeli v takratni jugoslovanski ustavi pravico do samoodločbe in odcepitve zapisano, pa se z Beogradom ni dalo zmeniti. Torej, mi smo vedeli, kaj se nam lahko zgodi in smo bili na to pripravljeni. Ne bom zdaj razlagal, kako je bilo z drugimi po Jugoslaviji. In moramo imeti v tej zvezi potem drugi 17. To pa je 17. december, ko se je v Kočevski reki prvič pokazala slovenska vojska. Takrat sem rekel, da je zadišalo po slovenski vojski in to se je res zgodilo. Mi smo hoteli takrat pokazati vsej Sloveniji in svetu, da smo pripravljeni braniti slovensko voljo po svobodi, samostojnosti, tudi za ceno življenja, kar se je, žali Bog, pol leta kasneje tudi zgodilo. Ampak tam so stali z nami ljudje, ki niso, ljudje v Kočevski reki, mislim, ki so čutili, sem prepričan, enako težo časa, kot smo ga tisti redki politiki, ki smo bili tam. Vedeli smo, da gre za res, vedeli smo, da lahko po nas pade, vedeli smo, da smo bili takrat še šibki, ampak en teden pred plebiscitom smo hoteli pokazati, da imamo silo, na katero stavimo, in imeli smo tudi že nekaj orožja. Rad bi povedal, da smo imeli tudi večino denarja natisnenega tiste dni pred plebiscitom.
če bi se dogajale stvari po denarni strani. To omenjam zato, ker je vlada marsikje po Sloveniji prepričana, da je vlada začela delati šele po plebiscitu. To ni res, mi smo zmagali s projektom osamosvojitve in vlada je prevzela nase operativno breme te naloge oziroma tega projekta. Zdaj pa pride tisto, o čemer pravim, no doslej še nisem govoril. Jaz sem vesel, da je prišlo 6. decembra do podpisa sporazuma, kako gremo na plebiscit in tudi do sprejetja zakona o tem. Smatram, da je to eden svetlejših trenutkov v slovenski zgodovini, ko sta bila vladajoča pozicija, takrat Demos, in opozicija, stranke komunističnega porekla, da so se bile sposobne dogovoriti, kako gremo na plebiscit. Pogovori so bili težki, pogajanja so bila težka, vendar je na koncu prevladala, bi rekel, neka modrost, ki se je končala z nekim kompromisom. Mogoče smo imeli različna pričakovanja, različne račune, ampak, rekel bi, zadeva se je dobro iztekla. Tisti dan, ko smo sprejeli ta zakon, je bilo tudi vsem doma in po svetu jasno, da če se bo plebiscit izrekel za, da bo morala biti samostojnost proglašena najkasneje pol leta po tistem. Tako se je potem tudi zgodilo. Zdaj pa tvegam domnevo. Kaj bi mi danes praznovali, če bi se plebiscit zaključil 50-50? Ali pa 52 proti 48? Ali pa 60 proti 40? To, da je ljudstvo tako enotno nastopilo in izrazilo svojo politično voljo, je zame eno od ključnih dejstev na poti v osamosvojitev, plebiscit sam po sebi. Ampak ta rezultat je po mojem mnenju zaprl vsako resno razmišljanje o delitvi ali o državljanski vojni na to temo. To je moje prepričanje, do katerega sem prišel kasneje. Namreč, spominjam se, da so, namreč jaz kot šef vlade nisem čutil tiste enotnosti, o kateri se danes govori. Veste, da so zbirali podpise za tako neke mirovne resolucije, da naj bi se odpovedali vojski. Tudi v predsedstvu so se našli taki ljudje. Skratka, stvari niso bile tako enostavne. Državnega tožilca so podirali v tednu, že pokojnega Toneta Drobniča, en teden pred proglasitvijo samostojnosti je še tekla gonja proti njemu. Skratka, na neki ravni je borba tekla ves čas in tudi ideja o podiranju Demosove vlade je bila živa tudi v dnevih vojne. Spominjam se nekega stavka nekoga, bom rekel pogojno, z druge strani je rekel, samo malo počakamo. Eden je rekel, ko bodo videli prvi tank. To je eno od napačnih predpostavk. Glejte, mi smo videli 800 tankov. Gospod duhovnik je poskrbel za malo betona, da je šlo lažje skozi. Mislim, da ni šlo skozi, da je šlo naša stvar skozi. Tako da, ko jaz vse tole premišljujem, mislim, da smo res doživeli darilo in sem vesel, da se nekatere predpostavke ali računi preprosto niso išli. In tisto, kar se je zgodilo pri Svetem Jakobu, tisto noč, tako rekoč že drugi dan, Janez, ti si rekel, da ste bili plebejci. Jaz bi rekel takole, gor smo prišli kot plebejci, dol smo šli pa vsi kot plemiči. Mislim, da se je pri Svetem Jakobu zgodila ena simbolna preobrazba. Tudi takega srečanja med tako imenovano izvršilno oblastjo in ljudmi, rekel, eno so veselice, eno so pa druge zadeve. In tukaj se je zgodilo nekaj bistvenega in kot sem rekel po zdravu, to se tukaj ne konča.
In Svet Jakob je svet kraj, je edinstven kraj, je simboličen kraj. In jaz sem vesel, da ga čutijo tako že tudi tisti, ki izziva niso doživeli na tak način kot tisti, ki smo bili odgovorni za to, da bomo projekt izpeljali. Zato jaz, kadar vidim svetega Jakoba, tudi jaz ga kdaj vidim lahko z mojega bloka, jaz zmeraj praznujem, pa tudi če ga ne vidim. In meni ostaja to v najsvetlejšem spominu, ne moram reči drugače. Pozabljam na obraz, pozabljam na... Vem, da je prišel tisti telefon, zabeljen z zelo pozdrava vredno grožnjo, da ne greste dol, dokler vlada ne pride gor. Tako smo to razumeli takrat, ko smo se pogovarjali in jaz sem vesel, da je bilo to tako. In jaz sem vesel, da je bila ta vojna za Slovenijo. Rekel, ta nas je resnično poenotila. Pustimo tiste nekatere, ki so mislili o drugih zadevah. To lahko vsi praznujemo skupaj. Ta vojna nas ni razdelila in vse, kar smo takrat naredili, samostojnost, uvedba denarja, zmaga v vojni za Slovenijo, mednarodno priznanje, smo naredili za vse nas, pa naj mislimo o tem ali onem, kar si svobodno hočemo. In jaz v tem vidim tudi odgovor na vprašanje, kako do rešitev. Jaz mislim, da je slovenska pomlad, če gledamo v ožjem političnem smislu, pač ni imela prilike niti enega mandata, da bi zadeve izvedla bolj celovito. Danes tudi tisti, ki so pomagali podirati Demos, priznavajo, da je bila to napaka. Jaz ne rad govorim, kaj bi bilo, če bi bilo in tako naprej. Ampak jaz mislim, da če imeli en mandat, kaj šele če imeli dva, kot so ga imeli Slovaki ali Madžari ali Poljaki, bi verjetno Slovenija izgledala drugače. Ampak tudi zdaj, da ne moremo obnoviti Demosa, ker nam polovico Demosa manjka. Mi levega dela Demosa nimamo več. Imamo gnečo na desni strani, nimamo več socialdemokratov, Pučnikovega tipa, nimamo več zelenih, tudi nimamo več Grossovih liberalcev. Pol Demosa, bi rekel, manjka. Mi smo imeli takrat celo pahljačo, danes te pahljače žal ne vidim. Trdim pa nekaj, da je slovenska pomlad takrat z Demosom pokazala politično odgovornost, politično enotnost in pušča za seboj model akcije skupnega nastopa, kadar gre za res in če se želi kdo navdihovati, inspirirati za svoje politične namene, potem mislim, da mu slovenska pomlad z Demosom na čelu daje za to vso podlago oziroma vso priliko. Pokazali smo, kako se da stopiti skupaj, zmagali smo za edinstven in največji projekt slovenskega naroda. Jaz sem vesel in ponosen, da sem lahko v tem nasmehu sodeloval ali da sem bil deležen daru, o katerem upravičeno govori prijatelj Tone. Tako da se opravičujem, tako da vzgovora z moje strani še niste slišali. V Evropskem parlamentu sem bil navajen govor 2 minuti. Zdaj sem si malo več časa vzel. Tudi zato, ker se kar neka megla pojavlja. In ko včasih kakšne stvari poslušam, mislim, da to ni bilo tisto, v čemer sem sodeloval sam. In mislim, da je prav, da ne dovoljimo, da se spomin na tiste čase zamegli ali zabriše ali zamaže in garancija
da se to ne more nikoli do konca zgoditi v napačno smer, mi je Sveti Jakob, ste mi vi, vsi pričevalci, praznovalci, fotografi, organizatorji, pevci, igralci, duhovniki. In jaz si samo želim, da bi doživel še čim več svetih Jakobov. Želim si, da ta ogenj živi naprej, gori v nas naprej in dokler bo gorel, bo trdno stala tudi samostojna in demokratična Slovenija. Bog jo živi, vse dobro vam želim, miru in veselja za Božič, v novem letu pa naj bo čim bolj po vašem.